Drage dame in dragi gospodje, dobrodošli tudi na 14. zasavskem humanitarnem teku. In mi poznava brezkrajnem gradu, spiva letiva, spiva letiva, spiva letiva, spiva letiva, spiva letiva. Zadnjega je kadino vsako svojo, eni pesmi, drugi lasi. Evo, 14. zasavski humanitarni tek se je začel pred dobro uro. Za nami je že blizu 10 kilometrov. Tečemo pa denar zbiramo za onkološke bolnike Slovenije, skupino za samopomoč iz Zasavja, širšega Zasavja. Jaz upam, da čim več zberemo. Z nami pa je tudi že dolgoletni donator iz fundacije Svečka, Primož Jošovar. Primož, najlepša hvala. Igor. Tudi za letošnjo donacijo 500 evrov. To nam bo veliko pomagalo, tudi sam sem član tega društva. Letos si pa tudi v športni opremi. Drži. Jaz rad tečem, podobno kot ti, sicer nisem tak, bom rekel, ultramaraton, da bi cel dan, kaj enih 50 km že stisnem kak dan, ampak kaj več pa občudujem, res občudujem na tak način. Igor je en tak zategnjen Zasavc v pozitivnem namenu, kar se loti, ne glede na vse ovire, da čez, in jaz res spoštujem take ljudi. Malih je, ampak tisti, ki pa so v dobro predstavljali. No, ampak jaz pa to pohvalo vračam nazaj, ker fundacija Svečka je pa tista, ki pa zbere še bistveno več denarja okrog vseh svetih, ne? In tudi letos bo tako, ne? Drži, tudi letos smo že v polni pripravi na to dobrodelno akcijo Manj svečk za manj grobov. Kar veliko, mislim, da je številka že okrog 17, tako da vse je v polni angažiranosti. Ti pa moram povedati eno zanimivost. Namreč ti zbiraš za onkološke bolnike. Tudi mi smo prvič, ko smo zbirali za onkološke bolnike v Ljubljani, za Onkološki inštitut. In takrat je bilo v bistvu en kar tak mehen čudež. Mi smo mislili, bomo zbrali par 100 evrov, tistega se je nanesel, mislim, da okrog 3500 evrov in prav takem simbolno smo dobili, da delamo to, kar delamo prav in za tega tudi vsa ta leta nadaljujemo. Se je pa začelo tudi z onkološko bolnico na nek način, z idejo tvoje mame, ki je tudi onkološka bolnica. Drži, ampak to je bilo šele kasneje, ona bila onkološka bolnica. Prvo je za rakom težko bolezni umrla moja teta in krstna botra iz Kanade. Dolga zgodba, ampak ko smo mi to prvič dali pa na Melnem onkološkem inštitutu, smo prav s tem raziskavam, ki smo jih financirali, tudi moji mami naprej pomagali. In tudi to je, bom rekel, nekaj nebo nam je pokazali, da to, kar delamo, je prav. In da je še vedno med nami, ne? Ja, drži, mami je zdrava, sicer se je zadeva ponovila, ampak tudi v drugo je bilo, kar, bom rekel, se je pokazalo, da je v redu, da ima nekega angela varuha. Igor, nekaj malega sem ti prinesel, en bon. To je tisto, ko smo prej rekli, 500 evrov, ne? Drži. Je že nakazanih. Je že nakazanih, že par mesecev. Okay. Upam, da bo pomagali, upam, da čim več denarja zbereš. Treba je pomagati, če smo zdravi, če imamo možnost, zakaj pa ne bi dali še tistim, koliko potrebujejo. Hvala. Igor, srečno, pa čim več energije za danes. Hvala. Bojan, lani je tvoj vnuk Blaž flaufal z mano, letos ga pa ni, ne? Ja, letos je šel pa na Evropsko prvenstvo v Italijo. Moram povedati veselo novico, da prvo je že zmagal, tako da gre jutri v četrtfinale. In sem rekel, enega pa mora zastopati, ne? Ko si bojo tole reportažo ogledali, bo on verjetno že evropski prvak, ne? Ja, upajmo, no, čeprav je zelo težko, ne? Ti si pa tudi športnik, sicer, no bom rekel, glih tekač, ne, ampak lokostrelec. Ja, jaz sem lokostrelec že kar nekaj časa, zdaj tekmujem ne več, so pač že leta naredili svoje, za tek pa nikoli nisem bil. Jaz veliko hodim, ampak pri teku me pa začne zmanjkovati počasi. Si bil pa dober za volanom, ne? Veliko, tudi mene med drugim si naučil, da smo znali avto voziti. Ja, to je bila tudi eno obdobje, ko sem pač bil inštruktor, velikih je šlo skozi moje roke, kakor slišim, nesreč ravno niso povzročali, tako da upam, da je bilo vse v redu. No, se tudi ti nisi imel še nobene take resne. Upam, da bo še tako naprej, ne? No, ne ustane. Hvala ti. Hvala tebi, Igor.
I v tema je vsak moj sončen dan. V nočih sijale zvezde so zaman. Zlate mesečine čarne znam. Spoznal sem, ko si mi podala Evo, z nami je tudi moja mama, ki vsako leto reče: Igor, se ne boš več laufal, ne? Ja. Mama, to vsako leto rečeš. Ne spim celo noč skoraj, Zakaj? zato ko se bojim, če bo kaj narobe. Pa je bilo kdaj že kaj? Ne še. Ti si Zdaj bila še tudi kaj. športnica v mladih letih. Ja, tudi. Kakšna? Hodila sem veliko, pa stoje muste sem delala po celem igrišču. Tak. Si pa ena tistih, ki je vsako leto na tem zasavskem humanitarnem teku. Ja. Zdaj je sam zaradi mene, ali Tudi mora biti, ampak grem. si pa tudi sama onkološka bolnica, ne? Ja. Kakšnega raka smela? Ne vem, na črevesi, Koliko delč na nazaj? debelem trevi. Zdaj bo 15 let. In kako je bilo takrat? Takrat je bilo hudo, ampak zdaj pa dobro. In hodiš na redne kontrole? Sem nahala, Nehala. Ampak je so v redu. v redu. Boš šla kak krok od laufa? Rok bom šla hoditi. Hoditi, no? Ok, Ja. ajde. Živijo. Veliko sreče še do konca. Hvala. In so rekli, da je drugačna, da nikogar skoraj ne pozna. In stalno ponavlja vedno iste besede, šteje korake. In so rekli, da je prepozno, da po dnevi veter lovi, po noči zvezde nabira. In samo govori, beži. Če bi zmogla, bi mu rekla, kako mi je žal. Res verjetno sem in hotela, me nisi poznal. Pa je odšel brez besed, le enkratni pogled na domače luči in je rekla: proč me odpelji veter z juga. In so rekli, da je drugačna, da nikogar skoraj ne pozna. In stalno ponavlja vedno iste besede, šteje korake. In so rekli, da je prepozno, da po dnevi veter lovi, po noči zvezde nabira. In samo govori, beži. Jelka, prej si mi rekla med tekom, kako je to, ko se srečaš s 60 leti. Jaz sem se v 4 urah teka, je kar klavrno. Ja. Se slabo počutim. Kako si pa kaj ti? Lahko rečem tako, da prej je bilo kar težko, ker je bilo tako vroče, ker zelo težko vročino prenašam, ampak sem se potrudila zaradi tega, ker mi ta humanitarni tek ful pomeni. Tako da naredila sem 10 km teka, pa 2 km hoje, tako da best. Ni pa prvič, da si Vesela na sem. tem teku, ne? Nisem prvič. Se pravi, ni prvič. Ja, ne, nisem prvič, ne, sem vsak let. Ja. Vsak let, če se le da, no. Tako Kako to? Paše mi. Všeč mi je, ko lahko pomagam, ko lahko kaj naredim za druge. Ker dokler bom lahko jaz kaj za druge naredila, bom to počela, ker pa ne bom mogla več, pa ne bom, a veš. Tako da- Naslednjo leto pa jaz tebe vprašam, kako se boš počutila. Ko bo šestka. Bo šestka, ne? Bo, Ajde. tako da, hej, drž se še naprej. Bom. Se vidimo, ajde, čau. Jer ne, evo, lej.
po 4 urah sniješ že fajn shebljam, po domače povedan, ti si pa zdaj prišel. Koliko imaš namena odteči? 10 km. Bomo videli, če bo šlo. Se pripravljaš? Ja. Pridno? Skozi. Tudi ti si onkološki bolnik, ne? Ja. Na srečo premagal zadevo, tako da gremo dalje. Kakšen rak je pa bil? Hodgkinov limfom. Je bilo hudo? Ja, je bilo kar, ampak z voljo pa z norostjo smo šli skozi. Pa ne da se, ne? Tako. Super. Hvala. Pa smo zmagali, ne? Ja. Vsaka čast. Izjavo? Pusti izjavo. Ja, ne vrgo. Lidija, evo, za nami je še en humanitarni tek. Ti si bila soorganizatorka, kako si ga videla? Ja, kako sem ga videla? Ja. Božanski. Igor, vse nimam besed za to. Krasen, fenomenalen. Tudi naše članice so bile od same prihodu teh, bi rekla, sotekačev tebi, ko so bili na poti za tabo, kar dost uspešen in tudi sam prispevek za ta tek humanitaren se mi zdi, da je bil uspešen. Zdaj si tudi sama kaj odtekla? Ja, na začetku, ko smo šli in zdaj končni krog. Jaz sicer nimam kondicije, ker bolj raje hodim. Tekla nikoli v življenju nisem glih najbolj, razen v osnovni šoli, ko je bilo treba po 400-600 metrov. Torej, ja, smo te podpirali pri tem in tudi prvi in zadnji je bil naš. No, super. Lidija, ti si sicer predsednica skupine za samopomoč onkološkim bolnikom iz Trbovelj, sicer pa to širše Zasavje. Kako pa sama gledaš na ta humanitarni projekt? Pa mimogrede, zbrali se boste in potem zbrali se boste v društvo in nekako ugotovili, za kam bo šel ta denar. Si že kaj razmišljala o tem?
Čisto odkrit bom povedala, niti še ne, ker je še pred nami en projekt rožnatega oktobra, to je mesec boja proti raku in zdaj s tem do konca meseca, ko imamo srečanje skupine onkoloških bolnic tukaj v zdravstvenem domu, v eni sobi, bomo pa skupaj dorekli, se veš, eni imamo druge drugačne interese, tako da bomo mal par članic tega upravnega odbora naše skupine se skupaj usedle in dogovorile, zagotovo pa nekaj razvajanja v enega izmed teh naših zdravilišč v Sloveniji. Ti si tudi sama onkološka bolnica. To vrstni projekti pomagajo za ozaveščanje o tem, da med nami živijo tudi ljudje, ki so bili hudo bitko z rakom, pa zmagali. Ja. No, žal, nekateri tudi ne. Žal, ja, jaz sem res, bi lahko rekla, veteranka, ker se tega tiče onkološkega bolnika. Od 95. leta je bil prvi razsoj raka s kemoterapijo in zdravljenje samo in potem še oziroma 8 let nazaj še rak na rodilih. Tako da ja, mes reše članice smo za motivacijo novejšim, ki prihajajo, res je veliko tega po slišanju in videnju, tako ko se srečujemo tudi po ulicah, ampak žal še zdaj nimajo vsi te zavesti, ki bi si rekli, ja, pa pomagimo en drugem, ne. Takole, ko imamo stojnice, marsikdo se kar obrne stran, pa gre. Dober, smo različni. Ko boš enkrat rabil to, mogoče, ne, da nas poiščeš, ampak tudi eni se sebe zaprejo, moški sploh, ker mi smo kot skupina vseh vrst, tudi moških rakov, ne, ampak moški smo bolj zadržani, bi rekla. Sam opazil, pa tudi marsikatera ženska, ki je šla skozi zdravljenje raka, pa ji predlagam, da bi se vključila v skupino, kjer lahko dobi tudi kakšen nasvet, pa se zapre. Torej, če pa kdo želi, kam se lahko obrne? Verjetno kar nate, ne? Ja, zdaj na onkološkem društvu imajo tudi infotočko, ki imamo mi člane iz Društva onkoloških bolnikov, prav seznanjene, kam lahko v središče onkološkega inštituta usmerijo te bolnike. Ker mi imamo v Sloveniji društvo kot samo 20 takih skupin, ko smo mi v Trbovljah, tako da tam vejo, kam jih lahko usmerijo. Ampak žal, ni veliko tega. Ni. Upam, da bo več, ne? Ja, bolniki nas sami najdejo, ne? Tako da dosti po telefonu, tega je tudi precej, da se pa tako, ker nimamo kje druge srečevati, kot v zdravstvenem domu. Pa, če želi bolnica, ki pokliče za prvič, ne, da se dobiva na kavici in se pa dogovorira, da prvo srečanje na skupini in tako steče, ne. No, Lidija, še zadnje vprašanje, glede na to, da je očitno ta 14. zasavski humanitarni tek uspel, lahko že kar napovemo tudi 15. naslednjo leto, ne? Ja, ne vem, Igor, dajmo reči takole, vse je v božjih rokah. Če bo zdravje, bomo tudi to pripravili. Pa če bo meni koleno zdržalo, ne? Če boš ti zdržal, pa bo. Zagotov. Hvala ti, Igor, veš, ti si bond. Hvala. Primož, neizmerno vesel sem bil, da si se udeležil, mislim, da prvič tega zasavskega humanitarnega teka. Res je. Pa v tisti kriz, skozi katero sem šel, si prišel, si bil kar malce razočaran, ker te tudi pod razno nisem mogel spremljati. Tvoj tempo. Mislim, da je nekaj let razlike med nama. Tudi to, pa nekaj ur teka je tudi že med nama razlike. Ne? Ti si začel ob 2, jaz sem začel ob 4, 5, tako da to se pozna. In koliko si jih kilometrov odlaufal? Vsega skupaj 31. No, evo, zmagal sem. To je to. Ampak v 6 urah. Kako to, da si prišel, pa vem, jaz sem te prej poznal kot občinskega svetnika, kot podjetnika, kot nekoga, ki hodi na romanja pogosto. Nisem te pa poznal kot tekača.
Res, da ne? Da ti odgovorim tako po zasavski, ne? Vsak tele ima svoje vesele. Nekam moraš dati svoj čas, nekam moraš dati svoj prosti čas, lahko bi ga dal v politiko, lahko bi ga dal, ne vem, da bi sedel v gostilni, lahko ga dam pa v šport recimo, ali pa v nekaj, kar lahko naredim za sebe. Ampak predtem si se začel ukvarjati aktivno z teki, si pa bil športnik, ne? S športom se pravzaprav ukvarjam že od... Začel sem se v vojski, ker nisem drugega pametnega dela imel. In od takrat mi je to ostalo, se je pa vsak let se je malo dodajal zraven. Zdaj smo pa tle, kjer smo. Kako pa gledaš na te, recimo, humanitarne projekte, ki so povezani tako s športom, dobro, tek je šport, kot tudi z zaveščanjem javnosti, da pri nas živijo tudi ljudje, ki so mogoče nekoliko drugačni, ki so invalidi, ki so šli skozi kakšno bolezen. Ja, jaz mislim, da se ljudje na splošnem premalo zavedajo, da nimajo vsi takšnih možnosti, kot imamo mi. Prvič zaradi kakšnega telesnega hendikepa, lahko tudi zaradi socialne situacije, kakorkoli, tako da jaz vse te stvari, vse te projekte zelo podpiram, pa tudi pri marsikakem projektu, če se le da, tudi pomagam. In finančno in tudi pač osebno, tako kot sem recimo danes. Hvala. In glede na to, da mislim, da skr zadovoljen, te verjetno vidimo tudi na 15. zasavskem humanitarnem teku. Z veseljem. Igor, hvala lepa, pa čestitke. Ja, enako. Nejc, lej, počaščen sem, da se je najino prijateljstvo, ki se je začelo prek meja, takrat si ti živel na Madžarskem. Sodnako, ja, res je. Nekako prišlo do prijateljstva in ti si zdaj nepogrešljiv člen zasavskih humanitarnih tekov, čeprav živiš v Šempetru. Ja, je tako. Hvala ti za povabilo, še enkrat. Že zdaj sem si rezerviral datum za drugo leto. Obljubim, da bom več pretekel kot letos. Upam. Čeprav si tudi veliko, ne? Ja, 34 km. Je to tvoj rekord? Ne. Moj rekord je bil postavljen lani, prav tukaj, torej, 45 km. Ti ta ambient leži, ne? Ja. Lahko bi rekli, da je to, kar se tiče ravninske trase, moja najljubša trasa. No pa še, tudi sam si nekaj prispeval teh humanitarnih dobitkov za naš srečelov, tudi preko Mladinskega centra Žalec, pa preko ene zelo dobre, kjer pečejo, kako se to reče, zelo okusen kebab, ne? Pa pripravljajo. Riza kebab Šempeter pri rimski nekropoli, imajo pa svojo postojanko tudi pri fontani piva v Žalcu. In sploh tekači, kot mi dva, tisti, ki pijejo pivo, seveda, jutri še posebej potrebujejo in pivo in kebab. Aha, brezalkoholno, ne? Tam je sicer alkoholno. Ampak ti piješ brezalkoholnega? Ja, seveda, tako tekač, ne? Hvala ti, da si prišel, pa naslednjo leto, ne? Dobrodošel. Se vidimo. Čau. Laura, še enkrat hvala, da si bila del 14. zasavskega humanitarnega teka, sej si se v začetku zdraven pri Društvu prijateljev Mladine Trbovlje. Zdaj pa, malo nas zanimajo številke. Kako uspešni smo bili letos? Vsekakor, jaz bom rekla čestitke tebi, Igor, iz vsej tvoje ekipi, bom rekla skupini za samopomoč Trbovlje, res aktivni. Tako, ampak res ste kompletno zastavili zelo dobro, tako da že, bom rekla, vse, kar se je zbralo in prej in na naš račun in v škatlicah, ki so se nahajala po večjih lokacijah in še danes skupaj smo dosegli skoraj 5000 evrov, s tem, da moramo reči, da danes smo prišteli večino, kovančku še ne, tako da mislim, da sploh ne smemo dvom, da 5000 je tisto, kar je letošnje leto vsekakor najmanj, kar je namenjeno pač naši skupini za samopomoč Trbovlje. Tako da je to verjetno en dober pokazatelj, da tisto odločitev lani, da nehamo, da je bila
dobro, da nismo, pa verjetno bomo nadaljevali tudi naslednjo leto. Ne? Igor je ustrajen in mislim, da je vedno ekipa, ki ustraja s teboj. Petra bo pa povedala, kje še lahko darujejo. Ne? Točno tako, ja. Škatlice bodo še vedno na večjih lokacijah in Petra bo podala točno informacijo, kje vse se te škatlice še nahajajo in še vedno lahko kakšen evrček vržejo notri za našo skupino. Na socialnih omrežjih bomo pa potem obvestili, koliko se je pa zbralo. Vsega skupaj zbralo, točno tako. Hvala ti za vso pomoč. Enako, Igor. Hvala. Petra, ti si pa nekako imaš zaključno besedo. Laura je že omenila, da se je sicer 14. zasavski humanitarni tek končal, ampak vsi tisti, ki bi želeli kaj darovati, pa seveda lahko še. Kje vse? Najprej bi se rada zahvalila tudi jaz vsem, ki so že, tako podjetnim posameznikom, ki so že donirali. Seveda lahko pa še za našo skupino Samopomoč onkoloških bolnikov Trbovlje donirajo in sicer imam plonkcegelc po domač povedan. Pravilno. Golbar Rudar Trbovlje, slaščičarna in kavarna Hamiti Trbovlje, kavarna in slaščičarna Fontana Trbovlje, frizerski salon Marjetka Hribar iz Lake, vrtni center Gaja iz Lake, bar Cafe del Tiempo v Kisovcu, garaža bar v Zagorju, Vala Trbovlje gostilna, frizerski salon Alenka Trbovlje. Tako da hvala vsem, ko ste in boste še darovali. Jaz bom pa še dodal sladoledni butik Kisovec, pa še v cvetličarni Klara Kisovec, pa še v garaža baru v Zagorju, tako da lahko pa darujejo tudi na objavljen račun Društva prijateljev mladine, tako da jaz upam, da se še kaj izbere. Tebi pa tudi hvala za sodelovanje. Ja, že 14 let. Hvala. Evo, to je vse, kar se je zgodilo na 14. zasavskem humanitarnem teku. Če želi kdo še kaj darovati, lahko. Objavljena je tudi številka, kamor lahko transakcijski račun, kamor lahko kaj podarite. Sicer pa nasvidenje, pa dobrodošli na 15. zasavskem humanitarnem teku, ki bo naslednjo leto. Pa srečno!